Najprej se podajamo v vasico nedaleč od Ptuja, kjer smo obiskali dom mojstra za električne in strojne inštalacije. Njegova hiša ni običajna. Talne, stenske in stropne površine nudijo nenehno toploto, svežino in vizualno razgibanost. Lastnik pa si je dal duška tudi pri individualnih željah glede barv in materialov. Tale hiša v Dornavi je navzven uglajena in moderna. Znotraj pa nas preseneti s pisanostjo in barvitostjo. Poglejmo, kaj se skriva za 9 vrati tega doma. Roman, pozdravljeni. Tale hiša je zelo sodobna. Ne gre pa za tak tipičen minimalističen ambient iz teh sodobnejših časov. Vidim, da ste si kar privoščili pri oblikah in pri barvah. Kakšne ideje ste imeli? Idej imam veliko. Veliko potujem. Veliko hiš sem obiskal, ker mi je to tudi služba, inštalacije. In sem pač od vsakega vzel nekaj, in potem pretopiš to v nekaj svojega, spremeniš. Hiša se razprostira na 200 kvadratnih metrih površine. Najprej nas pozdravi manjša, a funkcionalna predsoba s praktično garderobo. V hiši ni hodnika, temveč takoj preidemo v velikansko dnevno sobo, ki je srce doma. Iz osrednjega dela v druge prostore vodi kar 9 vrat, ki s podboji segajo do stropa. Markantna vrata v barvi dimljenega hrasta so narekovala tudi izbor pohištva. Izstopajoča temna komoda z zlatimi detajli je naročena iz Portugalske. Preostalo leseno pohištvo pa je izdelano v mizarski delavnici skladno z idejami lastnika. Izrazit element v bivalnem delu predstavlja neobičajen kubus. Ta na eni strani služi kot okrasni regal, ki se za vogalom prelevi v kuhinjski element, na drugi strani stene pa je skrita krožno zasnovana družinska kopalnica. Tako bi malo rekel, ker se ukvarjate z elektroinštalacijami, da ste si brez težav dali toliko dela z ambientalnimi osvetlitvami. Ja, ta prostor je pač velik in če bi bil strop raven, bi izgledalo kot neka tovarna. Zato pa smo našli neko rešitev in smo neko arhitekturo kar skrili, razsvetljavo. V tem prostoru so le 3 vidne svetilke. Vse ostalo je indirektna svetloba. Dinamičen spuščen strop je barvno obdelan s posebno tehniko. Strop je spuščen in celo 2-krat pri robu. Nad tem potekajo tudi vse inštalacije. S temi robovi, osvetljenimi ob stenah, pa sem rešil, kako skriti difuzorje za vpihovanje in izsesovanje zraka, ker se v bistvu sploh ne vidijo. In kako se v tej hiši ogrevate oziroma tudi hladite? S toplotno črpalko, voda. Na srečo imamo tukaj zelo visoko potalnico. Imamo stropno, stensko in talno ogrevanje, pa tudi hlajenje. Stenskim in stropnim lahko hladiš. Seveda mora biti tudi prezračevanje z rekuperacijo, je obvezno zraven, in žaluzije, senčenje za hlajenje. Tako da v bistvu talno imamo samo zaradi tega, da ne stopimo na hladno, ker je že dovolj. Vsaki prostor lahko nastavim svojo temperaturo, ampak tako temperaturo imam kar pol vedno. Spalnica je bolj hladna, kopalnica je seveda toplejša, vsi ti prostori pa imajo pač od 22 do 23 stopinj, ampak vso leto isto. Kar moram narediti je samo vzeti telefon, odpreti aplikacijo od Kronoterma in preklopiti hlajenje, ogrevanje. Naprave, ki skrbijo za brezhibno tehnično delovanje hiše in temperiranje prostorov, so umeščene v pomožni objekt ob hiši. Dejan, kakšne so značilnosti te simpatične bele omare, ki nas pričaka v kotlovnici? To je naša nova toplotna črpalka Etera. Enostavna, tako kot pogled sam pove, enostavna za vgradnjo, enostavna za uporabo, enostavna tudi za vzdrževanje. Navzven izgleda kot navadna bela omara, v sebi pa skriva zelo zapleteno tehnično dušo, ki omogoča, da z njo dosegamo maksimalno učinkovitost in tiho delovanje, tako da bo vsak uporabnik z njo več kot zadovoljen. Pri snovanju te naprave smo se potrudili, da lahko napravo vgradimo na način, da so tudi vse inštalacije skrite, tako da dejansko naključni obiskovalec ne bo opazil, da gre za toplotno črpalko, temveč za omaro. In za kakšen tip toplotne črpalke gre, kaj so potem značilnosti ravno tega tipa?
Gre za toplotno črpalko voda-voda v tem primeru. Prednost toplotne črpalke voda-voda je ta, da lahko dosegamo maksimalne učinkovitosti. In v tem primeru iz 1 kWh električne energije naredimo 8,5 kW toplotne energije, kar pomeni, da bistveno presega vse ostale tipe toplotnih črpalk. Prednost toplotne črpalke voda-voda je tudi ta, da jo lahko pozimi uporabljamo za ogrevanje, poleti pa za hlajenje. Vir vodo lahko uporabljamo v prehodnih obdobjih tudi kot pasivni vir, kar pomeni, da ne potrebujemo dodatne električne energije za gnanje generatorja, ampak enostavno z vodo skozi sistem lahko hlajamo stavbo. Torej, poleg gretja, hlajenja, toplotna črpalka omogoča tudi ogrevanje tople sanitarne vode, kar pomeni, z eno napravo smo kupili napravo, ki omogoča ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. Kaj pa z vidika dolgotrajnosti, dolgoživosti in seveda v tem primeru trajnosti tovrstne toplotne črpalke? Toplotna črpalka sama po sebi predstavlja zelo zelen vir energije. Prvi zato, ker pretežni del toplote potrebne za ogrevanje vzame iz okolice, v tem primeru iz podtalne vode, ki mora biti seveda ustrezne kakovosti, in zgolj manjši del energije porabi električne energije. V primeru hiše, v kateri smo sedaj, lastnik to električno energijo pridobiva s sončnimi celicami, kar pomeni, ima praktično zastojno ogrevanje. Zdaj, kot smo videli, glede na svojo stroko je tale lastnik zelo vešč upravljanja raznih pametnih inštalacij, ampak kaj pa nekdo drug, kaj pa recimo kakšni otroci, vnuki, ki pa ne bodo tako čez ene par let, a bodo potrebovali potem kakšen tečaj upravljanja? Že v fazi snovanja smo se potrudili, da bo toplotna črpalka enostavna za uporabo. To pomeni, z intuitivnim pristopom vsakomur, ki so blizu, tako tablični telefoni, tablice in podobno, bo zelo hitro osvojil osnovne korake upravljanja toplotne črpalke. Še preden je skupaj z arhitektom začel pripravljati načrt hiše, je lastnik natančno vedel, kateri del parcele je najbolj miren in primeren za spalnico ter otroški sobi. Sicer pa Roman priznava, da je vse v hiši zasnovano tako, kot si je to uvodoma zamislil. Le streha je drugačna. Torej, želeli ste imeti v osnovi ravno streho, ampak zdaj je to neke vrste dvokapnica, je, ne? Ja, ni bilo mogoče na tem področju zaradi prostorskega načrta in smo pač morali neki kompromis narediti, da smo pridobili gradbeno dovoljenje in je pač izpadla zadeva zelo lepo, da je tudi v slogu z sosednjimi hišami. Je pa tudi na njej nameščena sončna elektrarna na idealni legi. Ob oknu v dnevni sobi smo opazili posebne police, ki jih je lastnik dal izdelati iz karniz. V njih so skrita stikala in USB vtičnice. Dom je opremljen še s TV regalom in odličnim ozvočenjem. Tam si družina rada ogleda dobre filme in večkrat poskrbi, da se v notranjosti razlega dobra glasba. A tudi zvok narave ima svoj čar, zato se vsi skupaj velikokrat zberejo na terasi ali pod nadstreškom na koncu vrta. Čeprav je vrt še zelo mlad, se zlasti drevesa bujno razraščajo. Razlog za to je visoka podtalnica, ki se nahaja že 3 metre pod površino zemlje. Seveda pa to ni edina prednost, ki jo prinaša dragocena voda v tleh. Z izvedbo vodne vrtine za vir nepremičnina pridobi na vrednosti, ker ta vrtina bo ostala dlje časa, tudi za več generacij. To pomeni, da v primeru, ko bo življenjska doba toplotne črpalke potekla, je tudi črpalka zasnovana tako, da se z nadgradnjo in s prihodnjim razvojem toplotna črpalka zgolj nadgradi, pomeni tudi v prihodnje nižje stroške za prihodnje lastnike in uporabnike toplotne črpalke.